V Studenicah je pretekli petek potekal dogodek ob 450. obletnici hrvaško-slovenskega kmečkega upora. Kmečki upor leta 1573 je tesno povezan s širšim slovenjebistriškim območjem. Pri studeniškem samostanu in v stavbi nekdanje osnovne šole sta ga osvetlila dva predavatelja, doktorica Simona Kostanjšek-Brglez in Boris Hajdinjak. Simona Kostanjšek-Brglez je uvodoma predstavila studeniški samostan. Zdaj samostan ima zelo dolgo zgodovino. Na tem mestu je bil najprej ustanovljen špital, torej postojanka, ustanova, ki je bila namenjena vsem, ki so bili potrebni ali duhovne ali telesne pomoči. Njena ustanoviteljica pa je Zofija Rogaška, torej iz rodu Rogaških, iz bližnjega Rogatca, ki je ta kraj zaradi obilice vode, zdravilne vode, prepoznala kot tisto pravo mesto za ustanovitev ene takšne postojanke. Kasneje je v pomoči svoje sestre, Rikarde Kunšperške, to ustanovo spremenila v ženski Marijin samostan, tako da so tukajšnje redovnice živele po konstitucijah reda dominikank. Zdaj samostan je bil v srednjem veku v izjemnem razcvetu, imel je ogromno podložniških družin in to je bila v bistvu ena najbolje dotiranih samostanskih ustanov na spodnjem Štajerskem. Zdaj v studeniški samostan so prihajale plemkinje iz hrvaškega porekla, madžarskega porekla, pa tudi plemkinje teh znamenitih družin, ki jih poznamo prav vsi, torej Herberštajni, Zaueri, Trautmannsdorfi in druge pomembne plemiške družine. Zdaj studenice so pomembne in znamenite zaradi zdravilne vode, ki sem jo prej omenila. In ta voda je že v 18. stoletju sem privabila raziskovalce in eden od njih je celo zabeležil, da lahko redovnice po zimi, ko perejo v potoku, stojijo kar z nogami v vodi. In dejansko je ta voda toplejša od drugih voda v okolici, ima konstantno temperaturo, tako da si lahko, ko stopinje dosežejo minus, res pogrejemo roke v tej vodi. Zdaj, studenice so se ravno zaradi samostana lahko razvile in v 15. stoletju so postale trg in takrat so dobile pravico do tedenskega sejma. Takrat se je seveda začel ta kraj še bolj razvijati, sem so se naseljevali obrtniki, trgovci, kramarji, vse skozi pa neko rdečo nit tukaj in neko vodstvo vzdrževal samostan. Samostanska cerkev je bila najprej torej špitalska cerkev in ko se je ta ustanova spremenila, povečala, so morali tudi cerkev preurediti in povečati in takrat, torej v konec 13. stoletja, je dosegla približno sedanjo velikost, ni pa še imela teh stranskih kapel. Kasneje pa so redovnice, torej cerkev in samostan vse skozi obnavljale, dograjevale in v baroku je cerkev dobila ta današnji obok, pa tudi obe stranski kapeli, ki sta posvečeni Mariji in ta kor, na katerem stojijo znamenite baročne orgle s še originalnimi slikami Marijinega oznanjanja in pa zavetnikov cerkvene glasbe Davida in pa Cecilije. Zdaj, prvotna cerkev samostanska je bila posvečena Mariji oziroma Marijinemu oznanjanju. Po večjih gradbenih delih pa so spremenili tudi patrocini cerkve in od konca 17. stoletja je posvečena svetim trem kraljem. Zdaj, samostanski kompleks je najkasneje v 17. stoletju dosegel tisto maksimalno velikost. Bil je kot običajni samostani, torej 4-traktna zgradba, del tega kompleksa je bila tudi cerkev in znotraj teh traktov je nastalo notranje dvorišče.
Vendar pa je v Studenicah v 18. stoletju izbruhnil požar. Takrat je polovica hiš na trgu pogorela in dva samostanska trakta sta bila takrat toliko poškodovana, da se jo niso odločili obnoviti. In zato nam je danes ostal samo še en trakt, torej tudi najstarejši trakt z temi zametki špitala, ki datira iz 13. stoletja. Torej ta zahodni samostanski trakt, najstarejši del samostana, je še ohranjen in je v fazi obnove. Zbrane je nagovorila tudi doktorica Petra Vrhovnik, županja občine Poljčane. Dogodek je pripravilo zgodovinsko društvo dr. Jožeta Korobca Slovenska Bistrica v sodelovanju s podjetjem Enertek in turističnim društvom Samostan Studenice.